Pozdravljeni! Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing letošnje velike nagrade Madžarske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo. Tudi današnji zadnji brifing bo kot ponavadi razdeljen na 3 znane dele. V prvem si bomo ogledali vse zanimive točke današnjih kvalifikacij. V drugem bomo našo pozornost usmerili k možnemu ritmu na sami dirki za veliko nagrado. V tretjem, zadnjem delu bomo pa nekaj minut porabili za tisto moje osebno videnje glede možnih strategij. Začnimo s samimi kvalifikacijami. In tu moramo najprej poudariti, da vremenoslovci so malce zgrešili. Namreč v njihovih napovedih pred začetkom dirkaškega vikenda prav v soboto je bila verjetnost padavin minimalna. A to ni važno. Tisto rošenje, tista majhna količina vode je dodobra začinila kompletne kvalifikacije. Videli smo zopet napako Pereza v prvem delu in seveda tu je mehiški voznik povzročil rdečo zastavo. Če smo Pereza nekako vajeni v zadnjih vrstah, kaj bi lahko dejali o Georgeu Russellu? Tudi on se je ujel v past. Tu je treba poudariti, da George Russell zagotovo ni nek novinec in da sedaj ima dovolj izkušenj, da mu težko se zgodi kaj takega. Naprimer, Lewis Hamilton je le za stotinko sekunde prišel iz Q2 v zadnji del Q3, ampak vseeno mu je uspelo in na koncu je dosegel 5. mesto. Treba je poudariti, da naprimer Logan Sargent je lepo prišel v drugi del kvalifikacij in bil tokrat ne samo hitrejši od Pereza, kar postaja že standard za ameriškega voznika, ampak tudi od Russella, ki je zmagal dirko letos za svetovno prvenstvo Formule 1. Torej, lahko bi malce v šali dejali, da konec koncev Logan Sargent ni odbuh. Če se sedaj koncentriramo na tisto, kar je pokazal zadnji del kvalifikacij, bomo lahko videli mnogo zanimivih stvari, mnogo različnih odtenkov. Seveda, prva štartna vrsta je oranžna. Tako Lando Norris kot Oscar Piastri sta odlično opravila svojo nalogo. In verjetno Max Verstappen v zadnjem poizkusu niti ni imel kaj po mojih izračunih, ni imel praktično svežih pnevmatik na razpolago, ki mu bi lahko omogočila karkoli. Ampak to je seveda le izgovor, zakaj pri Red Bullu niso več tisti prvi, najhitrejši, najboljši, namreč ta primat so jim odvzeli upravičeno pri McLarenu. Ne samo na hitrih progah, tudi na onih malce tehnično zahtevnih je MCL 38 postavil nove mejnike. In rad bi vas spomnil na tisto, kar sem dejal v predhodnem prispevku, tistemu pred kvalifikacijami, da pri McLarenu tu na Madžarskem niso pokazali nič novega, ker njihov bolid enostavno deluje. In to je bilo lepo razvidno iz samih kvalifikacij. Max na 3. mestu, verjetno na samem štartu, bo rahlo besen. Velika nagrada Madžarske je ena izmed tistih dirk, kjer ima veliko število podpornikov in tudi to mu bo lahko pomagalo, mu dalo, lahko bi dejali, neko dodatno motivacijo.
A po drugi strani ne moremo mimo tistega, kar smo videli pri Scuderiji Ferrari. In to je seveda dejstvo, da Carlos Sainz mlajši je bil pred Charlesom Leclercem. In Charles Leclerc je bil za tudi svojim bodočim moštvenim kolegom, torej Lewisom Hamiltonom. Ena izmed poglavitnih lastnosti Charlesa Leclerca so prav kvalifikacije in njegova prirojena sposobnost biti izjemno hiter na en krog. Lahko se začnemo spraševati, če mu to vzamemo, kaj mu še ostane. Ampak, kot smo ugotovili na zadnjih nekaj velikih nagradah, je enostavno napravil ogromno napak. Napaka Yukija Tsunode je po svoje razumljiva. Namreč gre se na vse ali nič. Pri ekipi Racing Bulls morajo dokazati svojo vrednost. Ne samo Daniel Ricciardo, ne samo Yuki Tsunoda, ampak kompletna ekipa. In tudi zato gresta oba voznika na polno. Tokrat sta prišla med najboljših 10, ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo na sami dirki. Seveda tudi Aston Martina sta verjetno tam, kjer bi ju pričakovali. In pravzaprav, če smo iskreni, prva vrsta McLarena po svoje niti ni takšno presenečenje. Dejal sem v tistem prispevku pred kvalifikacijami, da nekje McLaren in Red Bull sta dve ekipi, ki več ali manj imata enako hitrost, sta poravnani, čeprav McLaren, kot sem že mesece od tega dejal, je dobil tisto pravo pot, predvsem razvojno in kaže fantastične rezultate. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki. Za enkrat bi lahko dejali, da tisto razmerje sil, ki sem ga napovedal, se je popolnoma odrazilo na samih rezultatih. A verjetno tu ne moremo mimo ritma pri posamičnih ekipah. In priznam, da tokrat uradna spletna stran Formule 1 je predstavila situacijo dokaj podobno tisti, ki jo lahko vidimo tudi v resnici. Moji izračuni potrjujejo tisto, kar vidimo na naslednji tabeli. Namreč Red Bull in McLaren dobesedno poravnani ekipi. Tistih nekaj stotink je zanemarljivo in nekako spada v statistično napako. Nato takoj zanime Mercedes in Ferrari, kjer Ferrari naj bi v ritmu bil nekoliko počasnejši, to nam kažejo tudi nekateri drugi pokazatelji. Približno 9 desetink na to zaostajajo Alpine, Racing Bulls, Haas in seveda Williams, Aston Martin ter Sauber, kar so kazali prosti treningi. Aston Martin verjetno se bo postavil više, ampak tisti glavni konkurenti prve 4 ekipe, ki verjetno marsikoga najbolj zanimajo, so tam in so izračunane dokaj točno. Rad bi vam pokazal še nekaj. Namreč tisti track dominance oziroma graf, ki nam kaže iz drugega prostega treninga, na katerih delih je bila posamezna ekipa boljša, je izjemno zanimiv. Namreč v tehničnih delih lahko vidimo, da je bil boljši McLaren, kot da bi imel več oprijema. V tistih delih, kjer je potrebno pospeševati, pa Red Bull. Čeprav sem že omenil, da Ferrari ima mogoče težave z ritmom, bo marsikoga zanimalo tudi naslednje. Namreč govorili smo, da v tehničnih delih Red Bull seveda ni tako dober kot McLaren, ampak to, da je McLaren dober v tistem delu, kjer je potrebno imeti oprijem, bi se lahko izrazilo v tem, da ima višji zračni upor, torej nižjo končno hitrost. In seveda, lestvica najhitrejših v smislu končne hitrosti nam to tudi potrjuje. Ampak tu je treba poudariti še nekaj. Morda te številke ne kažejo prave slike.
Poglejmo si telemetrijo. In tu vidimo, da res McLaren ne dosega tako visoke končne hitrosti. Ampak po drugi strani lepo vidimo, da na primer Lando Norris je tudi prej izpustil plin kot Max Verstappen. In to kaže lahko tudi na skrivalnice. Na primer, imamo tabelo, ki je izjemno zanimiva in potrjuje to, namreč koliko odstotkov kroga je posamezna ekipa imela plin odprt do konca. In vidimo, da na primer Red Bull ima celih 8% časa kroga odprt plin več od ostalih. Ampak tu je treba poudariti še nekaj. Pri Red Bullu, posebej pri Maxu Verstappenu, nimajo več na zalogi novih pogonskih sklopov, torej pri naslednji menjavi sledi kazen. Na Madžarskem seveda pogonski sklop ni pod takim pritiskom, ampak imeti plin odprto toliko odstotkov več se seveda pozna. Torej, nimamo samo McLarena tam spredaj na kvalifikacijah. Videli smo, da tudi na prostih treningih so se lahko precej skrivali in da imajo morda še kakšnega asa v rokavu za samo dirko. A potrebno je imeti tudi pravo strategijo. Za veliko nagrado Madžarske, če je izbor C3, C4 in C5, po mojem skromnem mnenju, bomo spremljali dirko z 2 postankoma. Po mojem videnju imamo v bistvu na razpolago 2 realni varianti. Tisto malce hitrejšo, začeti na pneumatiki medium, nato dati pneumatiko hard in ponovno pneumatiko medium, kjer bi bila dirka razdeljena približno na 18, 30 in 22 krogov. Seveda pri tej varianti je možno premikati dele naprej in nazaj, torej 2 dela na medium in nato tisti del na hard, ampak ta razporeditev se meni osebno zdi najbolj logična. Vkolikor bi ekipa imela težave z pregrevanjem, bi bilo možno tudi začeti na pneumatiki medium, odpeljati približno 16 krogov in nato 2x po 27 krogov na pneumatiki hard. Tu malce bolj elastičnosti, lahko se skrajša en del na račun drugega, ampak približno to bi moralo držati. In ker običajno vam predstavim 3 variante, sem se potrudil tudi tokrat, ampak res z neko strategijo, ki je na papirju nekje možna, ampak mislim, da v realnosti sploh ne. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati 10 krogov, nato 35 krogov na pneumatiki hard in na koncu še 25 krogov na pneumatiki medium. Ampak kot sem povedal, 3. varianta, samo zato, ker sem si sam dal nalogo, da vam predstavim 3. Tako, prišli smo do konca tudi zadnjega briefinga. Mislim, da imamo pred začetkom velike nagrade vse tiste podatke, ki jih povprečni navdušenec potrebuje. A kot dobro veste, uro pred začetkom dirke se dobimo na kanalu v živo, kjer bomo prediskutirali še vse tiste zadnje novice, primerjali mojo napoved s tisto, ki jo bo napravil Pirelli in seveda povedali še marsikaj drugega. A zaenkrat bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.